vi, da HSE odloča. Vi pa ne upate odločati. Vi niste sprejeli ene odločitve, razen te, da ste rekli vse ne. Kar smo vi predlagali, ste rekli ne. To so bile vaše edine odločitve. In zakaj sem jaz imel tako velik interes biti z vami korektni? Čisto do zadnjega. Tudi zdaj želim biti korektni. Partner sem želel biti. Zato, ker ste mi vi in minister obljubljali, da bomo tukaj v metalurgiji na zemljišču metalurgija skušali zagotoviti 200 megavatno plinsko centralo, torej 400 milijonov evrov približno to stane, da boste vedeli, zakaj gre. Torej, ko se borili za velik gospodarski subjekt, ki bi tudi nekaj ljudi zaposlil, in na zadnji seji, kjer ste bili odbora za gospodarstvo, v državnem zboru, kjer ste bili na tapeti, vi, ne jaz, vodstvo HSE-ja je bilo na tapeti, je bilo povedano, da ste to zbrisali z mize, pa mene niti ne obvestili, da teh namer več tukaj nimajo. To je minister povedal. In to v državnem zboru je pa vsaka beseda takoj zapisana. In to lahko vsak prevede. Torej, zaradi tega, ker sem imel nekaj slabih izkušenj tudi, imam vas tudi vse manj zaupanja v to, recimo, vse manj volje, da bi verjel, kar govorim. In priznali boste vse tisti, ki ste sedeli zraven, da sem od samega začetka, ko so nekateri govorili, kriva je HSE, drugi so govorili, kriv je Cenko, postavil naslednje stališče. Nas ne zanima, kdo je kriv. Nas zanima, ali bo 350, ali koliko je delovnih mest vezanih, da to postalo ali ne. Če je gospod Cenko kaj kriv in če to HSE ugotovi, to je malo ovadbe, tožilstva, naj ga tam odelijo. Ne pa zato ukini 200 ali 300 delovnih mest. Delovna mesta so bila rešljiva, še včeraj ste pisali, da je rešljivo, danes pa vidimo, da ni več. Glejte, raz res ste vi rad privizirate zdaj Prezman. In mislim, da nismo na pravim koncu počela. Vi ste malo zdaj določene stvari zmešali. Dejstvo je, da se 7. tukaj sestanek in so naši predstavniki povedali na predlog, ki je bil podan, da se spreme aneks pogodbe, da odločili. Ampak še enkrat povem, kaj je rezultat lahko tega. Predlog je bil garancije za investicije in za delavce se naj sprostijo, da se bo začelo delati. Kako se bo potem izvedla garancija, pa govora ni bilo. Skladu ste daj dogovorjenim postopkom, so mi naročili revizijo, ki so tudi izdelali. Revizija je ugotovila, kar nam prej ni bilo znano, da je TDR dal VP Solar Value 2 milijona evrov. In me zelo čudi, gospod Rezman, da mene napadate, tistega, ki pa iz TDR-a posodil 2 milijona evrov, pa ne. Jaz jih nisem. In moram povedati dalje, Sam se. In tukaj le, gledajte, nikakor ne bežimo od svojih odgovornosti. Kje je ta denar, me zanima, kje je? Revizije, ki so bile upravljene, katerega poročila prve revizije imam, poznejših pa več ne, so jasno pokazali vso porabo sredstev in so pokazali na to, da se sredstva ostavljala v sklopu dejavnosti TDR metalurgije. In jaz ne vidim smisla. Zato so druge poti in druga mesta, kjer se bo o teh stvareh odločilo tako ali drugače. Da mi danes razpravljamo o tem, mi smo predložili vsem revizijskim komisijam za vsaki priliv, ki je prišel tudi odliv, kam je šel. Mi lahko zdaj pogledali spiske in je to bilo predstavljeno vsem revizijam, vsem preiskovalcem in vsem tem. To nas danes... Se je tudi predložil si mi že znamo. Dobro, že intereseno, spet tu. Da me meče, bo nekaj prosili. Nič evo res ne pomagalo za ugotavljati, kje je mar. Dal je pa vse dal. Vojko, stečaj je... Dal je vse pa, dal. Sodišče, Še na cestu, ne. Vojko. Če bi bilo to res, bi jaz danes bil najbolj že zaprt. Vojko, prosim. Zaprt naš, ki se Če dovolite. Vreta niso nič o ruško favorito, Vojko. Še kupo za par juri. Vojko, prosim. Izdati je matka. Vojko. Jaz dejansko računam na to, da če so te ciljne revizije... Za par juri je kupo, zdaj pa kupo, to neka pesna matka. Prosim. Zdaj pa kupo, da niti za kruh nima.